Pozdravljeni. Tole je prvi del 4. predavanja iz NMR spektroskopije. V sedanjem delu, do sedaj smo se spoznali z enodimenzionalnimi metodami, poznamo tudi določene pulzne zaporedja in red je, da vidite, da se lotimo dvodimenzionalne spektroskopije. Motivacija je seveda v tem, da če želimo študirati eno večjo makromolekulo, vidimo, da je prekrivanje signalov v enodimenzionalnem spektru, to je protonski NMR spekter, veliko. Druga stvar, tukaj vidimo eno manjše območje, malo več kot ppm, gre za spekter metabolitov in vidimo, da je spekter v večji zmesi pride precej kompliciran. V prejšnjem predavanju smo videli, da si lahko pomagamo s heterojedri, lahko si pomagamo z editiranjem spektra, ampak kljub vsemu hitro ugotovimo, da je pametno posneti dvodimenzionalni spekter, ker na ta način razpršimo spektralno dimenzijo še v naslednjo dimenzijo. Zdaj, kako to gre, se pravi po normalnem zbujanju, recimo z 90-stopinjskim pulzom, če malo počakamo, se pravi zakasnimo z detekcijo signala, bo seveda v ravnini XY potekala evolucija magnetizacije, gre najbolj osnovna interakcija, kjer lahko pomislimo, recimo kemijski premik. Se pravi, vektor se razvija, se pravi, če naredimo nič drugega, kot da sistematsko podaljšujemo čas, predno odpremo tuljavco detektorja, bo prišlo do spremembe intenziteta. Prav sistematsko podaljšujemo ta čas. Pa poglejmo, prav to je osnova dvodimenzionalnega spektra, ki jih v osnovi razdelimo na 4 dele. V prvem delu pravimo priprava, preparation po angleško. Gre za to, da prvič počakamo, da sistem pride v ravnotežje, pogovarjali smo se že o relaksacijskih efektih, potem pa v obdobju preparacije, se pravi v tem prvem obdobju, vzbudimo sistem. Kot tukaj piše, to je ponavadi 90-stopinjski puls, ki določeno magnetizacijo odkloni v ravnino XY. Temu sledi evolucijski čas T1, mali T1, v tem obdobju, kar bo dvodimenzionalni spekter, indirektno izmerimo kemijski premik, tukaj je recimo jedro A, in čakamo ta evolucijski čas in v tem času se razvije recimo kemijski premik jedra A. V praksi to teče tako, da ta razvoj indirektnega evolucijskega časa T1 sistematsko povečujemo, recimo 256, 512 in tako naprej. V tej indirektni dimenziji ali pa indirektnem času še zaenkrat sledi mešanje. Ta del pulznega zaporedja je izredno pomemben, namreč če gledamo jedri A in B, med katerima je določena interakcija, recimo sklopitvena konstanta, to mešanje, ta del pulznega zaporedja poskrbi, da se informacija prenese z enega jedra na drugega. Pa to je precej pomemben element pulznega zaporedja. V času akvizicije pa podobno kot v enodimenzionalnih spektrih, na tuljavi detektorja zaznamo odziv, zaznamo pojemek pa pojemanje magnetizacije s časom in to ustvari dejansko tok v tuljavi. Ta čas v dvodimenzionalnih eksperimentih imenujemo s črko oziroma z oznako T2. Če si malo pogledamo, kako to izgleda, za osnovo si bomo vzeli pulzno zaporedje, ki mu rečemo COSY, to je okrajšava za correlation spectroscopy, to je osnovni dvodimenzionalni eksperiment, predlagan je bil kot ideja leta 1971 na eni poletni šoli v Baškem Polju. Je seveda ta metoda močno spremenila, kako razmišljamo o NMR-ju in seveda, kaj vse lahko danes naredimo. Vse si malo pogledamo, se pravi, to je pulzno zaporedje, vidimo, da imamo 90-stopinjski puls, T1, prav, imamo evolucijo, potem imamo 90-stopinjski puls in potem detekcijo.
Zdaj, kdor je prejšnjo predavanje pazljivo predelal, se bo tega elementa 90 zamik 90 spomnil in se bo tudi spomnil, čemu je bil recimo v sekvencah s polarizacijskim transferjem namenjen. No, naš razmislek zdaj bo pa, da uporabimo 90-stopinjski puls, trenutno se ne ubadamo s temi fazami pulzov, to bo še nadaljevanje kursa, ampak če imamo 90-stopinjski puls, magnetizacija takoj po pulzu je odklonjena v tem primeru vzdolž osi X. In če je T1 nič, nič ne počakamo, takoj uporabimo 90-stopinjski puls vzdolž osi X. Ta puls seveda na magnetizacijo vzdolž iste osi ne deluje in potem odpremo tuljavco detektorja, po Fourierjevi transformaciji bomo dobili signal. Če malo počakamo, pa bo seveda prišlo do evolucije, recimo kemijskega premika, nekaj magnetizacije se bo odklonilo, če naredimo vektor razstavimo, se pravi imamo del, ki je vzdolž osi X, ta se ne bo nič spremenil, tisti, ki bo pa projekcija na osi Y, pa se bo odklonil vzdolž osi Z. In ta bo tista, oziroma ta v ravnini X bo tista, ki bo dala tok na tuljavi. Vidimo seveda, da je vektorček se zmanjšal in seveda tudi intenziteta v spektru manjša. Če zdaj to zgodbo nadaljujemo, vidimo, da bomo prišli po določenem času, bo seveda prišlo do tega, da bo magnetizacija se razvila do stopnjekovo vzdolž osi Y, dodatni 90-stopinjski puls bo povzročil odklon vzdolž osi -Z in vemo že, da tako stanje ne da toka na tuljavi, se pravi, relaksacija seveda poteče, ampak signalčka na spektru ne bo. In seveda lahko predvidimo scenarij, da teče razvoj kemijskega premika še malo dlje in seveda dobimo odziv vzdolž, se pravi negativno smer, kar nam zdaj da misliti precej jasno, da je amplituda zaradi odvisnosti od T1, da se pravi neka ravnotežna vrednost in pa neka kosinusna variabla. To zdaj malo zložimo, vidimo iz zelo kratkega časa, ni bilo nobenega efekta, se pravi takoj 90-90, se pravi teoretično zamik nič, potem pa se je čas podaljševal in ta amplituda je seveda opisala neko kosinusno obliko. Seveda vse tiste efekte, ki smo se pogovarjali, T1 in T2 relaksacijski efekti, se pravi longitudinalni, transverzalni relaksacijski efekti pa seveda vmes delujejo. Če zdaj malo zadevo pogledamo skupaj, se pravi prvi 90-stopinjski puls ravnotežno magnetizacijo odkloni v ravnino XY v tej smeri, na tej slikci vzdolž osi Y, počakamo naš čas T mali T1, evolucijski čas, se pravi potem poteče razvoj magnetizacije zaradi recimo kemijskega premika, po določenem času T1 uporabimo 90-stopinjski puls vzdolž osi X, tako kot smo prej rekli, komponenta magnetizacije vzdolž osi X ostane, kjer je, tista vzdolž osi Y pa se odkloni vzdolž -Z. Zdaj, bistvo dvodimenzionalnega eksperimenta je, da T1 sistematsko povečujemo, rečemo inkrementiramo. Se pravi, v času detekcije, akvizicije signala, v času T2 oziroma po Fourier transformu F2 frekvenca 2, zajemamo, lahko rečemo, enodimenzionalne spektre. Vzdolž tele osi imamo pa T1, ki smo ga sistematsko povečevali. In ta slika lepo kaže, se pravi, tudi v drugi dimenziji, prvi, tako rekoč, zaradi T1 imamo neko kosinusno ali pa sinusno variacijo. In popolnoma jasno je, da taka sprememba seveda povzroči, da imamo lahko njene frekvenčne komponente tudi identificiramo z drugo Fourierjevo transformacijo. Tako dobimo takole dvodimenzionalno ogrodje ali pa osnovo, matriko, to seveda na maristi temu rečemo spekter, vzdolž te osi imamo odziv ali pa naš spekter vzdolž osi F2, frekvenčne osi 2, vzdolž tele osi pa seveda dimenzijo F1, ki je nastala zaradi indirektnega časa. In pri določenem
določenih kombinacij F2 in F1 dobimo seveda odziv. V tem primeru imamo odziv na diagonali, rečemo, to je seveda homonuklearen spekter, in ker sta frekvenci, in kasneje seveda bosta to kemijska premika enaka, rečemo, da je to diagonalni signal. Zdaj po angleško temu rečemo cross-peak, mogoče slovensko primerjanje za korelacijski signal. Takle izpis je zelo intuitiven, sploh za začetek zelo lepo razmišljati na ta način, postane pa nepraktično, seveda še malo pozneje povedal, zato ponavadi narišemo dvodimenzionalni spekter kot zemljevid, se pravi vzdolž ene osi imamo F2, vzdolž druge F1, intenziteta signala pa po izohipsah, po številu teh izohips na nek način kaže intenziteto interakcije. Če samo pomislimo nazaj, se pravi, kaj smo pravzaprav naredili, imamo dvodimenzionalni spekter, imamo dva časa, se pravi čas T1 in čas T2, se pravi, v bistvu zbiramo FID-je, ki jih dejansko ustvarijo toliko natoljavi času detekcije, ki pa so seveda modulirani s časom T1, ki ga pa sistematično podaljšujemo. Se pravi, opravimo Fourierjevo transformacijo v prvi dimenziji, imamo še vedno, se pravi, zložene spektre kot funkcijo T1 indirektnega časa. Opravimo še drugo Fourierjevo transformacijo, pa seveda dobimo tako dvodimenzionalni graf, kjer je pa zdaj odvisnost dveh frekvenc. In signal seveda na določenem mestu pomeni, da se pač, če zdaj tako rečemo, tam nekaj zgodilo, seveda je pa to povezan s strukturo. In če samo malo pogledamo, s tole molekulico polegon, monoterpenom, ki ga najdemo v naravnih oljih, se pa naravna spojinca, ko malo pogledamo tak spekter, vidimo, da imamo signale na diagonali, prav, ko je frekvenca vzdolž ene in druge vsi enaka, in pa imamo izven diagonalne signale. In seveda v nadaljevanju kursa se bomo pogovarjali, kaj zdaj pravzaprav pomeni eno in drugo. Se pravi, vidite, da so še tudi določeni drugi signali in vse te stvari seveda zahtevajo svojo interpretacijo. Namreč v NMR-ju, karkoli opazimo, želimo interpretirati. Seveda poudarjamo, da za natančno razumevanje ali pa opis dvodimenzionalne sekvence, tako kot ena, v tem primeru Cauchy spektra, je seveda potrebno malo bolj natančnega razumevanja. Predno se tega lotimo, poglejmo samo še, kako pa zdaj pravzaprav lahko tak spekter, ki je funkcijsko na nek način odvisen od dveh frekvenc, kako zdaj predstaviti. Najbolj intuitivno je seveda, da imamo dve dimenziji, F2 in F1, in tam, kjer pride do odziva signala, jih prikažemo kot takele stosce ali pa hribčke. Pokaže se, da je takale interpretacija seveda zelo intuitivna, zelo v redu, verjetno tudi današnji računalniki, namreč grafične kartice bile dovolj zmogljive, da bi to lahko nam dovolj hitro prikazovale. Kaže se pa, da seveda, če je za velikim signalom skrit majhen, da ga bomo seveda težko videli, oziroma bo njegovo opažanje zelo odvisno od tega, s katere strani bi tak tridimenzionalni graf pogledal. Tudi zelo uveljavljen način je preko kontur plot, se pravi kontur, kot sem že prej malo nakazal. Danes je to skoraj izključno, zelo uporabno, včasih pride prav, da se pravi skalo kemijskega premika v eni in drugi dimenziji razsekamo na take kvadratke in pogledamo, kakšne intenzitete so. Lahko prikažemo kot stacked plot, se pravi F2 in F1 so potem odzivi. Druga možnost je pa seveda tudi matrična predstavitev in nekako nalog tega intensity plot v, se pravi, nekem bolj numeričnem izpisu. Recimo pride prav, če delamo kakšne, bi rekel danes, globoko učenje ali pa uporabljamo metodo umetne inteligence in primerjamo recimo ali podobnost, ugotavljamo podobnost recimo dveh struktur, dveh molekul, tipično gre za biosorodne učinkovine, na tak način seveda položaj signalov
intenzitete signalov na določenih mestih primerno obravnavati. Najbolj pogost način za tako normalno rabo pa je preko teh konturnega načina. Če se še enkrat malo vrnemo na sam Cozy eksperiment, povedali smo že, da je to za okrašavo, za correlation spektroskopi, gre za homonuklearno korelacijo, kar pomeni, da gledamo interakcije dveh protonov, v tem našem primeru. Ključno, kar seveda iščemo, so tako imenovani nediagonalni vrhovi. To so tisti, ki dokazujejo, da sta dva spina skalarno sklopljena. V tem grafu si zamišljamo spin S in I in predpostavimo, da sta skalarno sklopljena. Se pravi, če bi pogledali enodimenzionalni spekter, bi vedel, da je pač imamo dva dupleta, kemijska premika seveda mora biti različna, separacija teh črt, teh dvemi linijami dubletov je pa sklopitvena konstanta in ta seveda bi pomagala pri identifikaciji njune sklopitve in seveda to bi imel nek recimo strukturni element v naši molekulci. To je energijski diagram takle dveh sklopljenih spinov, smo si že nekajkrat ogledali. Najnižje energijsko najbolj ugodno stanje je, ko sta oba spina v alfa stanju, se pravi, kako si predstavljamo, če gre za protone, da sta to spina, ki sta obrnjena vzdolž osi Z, tako kot zunanje magnetno polje, potem pa vzbudimo enega, imamo alfa-beta stanje ali drugega, beta-alfa in pa energijsko manj ugodno beta-beta. Zdaj, seveda, kar se zgodi, je, ko uporabimo prvi 90-stopinjski puls v naši pulzni sekvenci Cozy, vzbudimo tele posamezne prehode, potem v času T1 poteka evolucija kemijskega premika, drugi 90-stopinjski puls pa opravi polarizacijski transfer. To, kar smo pri prejšnjem predavanju v okviru inepta, ko smo pričakovali inverzijo, in to je tisto, ki recimo prehode vzdolž posameznih prehodov za eno jedro, del tega prenese na sklopljenega partnerja. In to je v bistvu na nek način bistvo Cozy zaporedja in njegove uspešnosti, da seveda dobimo signalček. Seveda, ker inkrementiramo T1, videli smo, da prihaja do razvoja magnetizacije, ker predpostavljamo sklopitev med spinama I in S, seveda se komponente dupleta razvijajo na različen način in kar lahko ugotovimo, da bo amplituda, jakost signalčka v spektru kot funkcija T1 in T2, se pravi dveh časov evolucijskega in časa, ko detektiramo signal, časa akvizicije, bo neka vrednost, ki pa bo modulirana s sinusom ali kosinusom frekvence za jedro I in S ter seveda sklopitve, skalarne sklopitvene konstante med njima. In ta sklopitev se bo razvijala v indirektnem času in pa tudi v času detekcije T2. Zdaj vidimo, da imamo sinusne in kosinusne komponente, tako da si lahko predstavljamo, da bo v Cozy spektru, ki bo fazno občutljiv, da bomo imeli prispevke, ki bojo, če zdaj poenostavljeno rečemo, kazali gor in take, ki bojo kazali dol. Dotaknili smo se že tega, če gledamo spinski sistem dveh jeder I in S. S ima seveda svoj kemijski premik, I ima svoj, diagonala je naš enodimenzionalni spekter. Če pogledamo vzdolž F2, tukaj ugotovimo frekvenco omega S, ki pa seveda je tudi vzdolž F1, dimenzije F1. Podobno velja za jedro I. Tako v eni kot v drugi dimenziji je frekvenca, mi seveda potem govorili o kemijskem premiku, ustreza tem jedru. Bistvo Cozy je pa mešanje, se pravi nekaj magnetizacije se spina I prenese na spin S. In to povzroči, da v spektru zaznamo te izvendiagonalne signale, kot smo rekli angleško crossfit. Ne bi vas rad pretirano mučil s product operatorji, malo smo se tega dotaknili, ko smo obravnavali DEPT, ko smo videli, da se pač z vektorskim modelom to ne da pokazati, seveda pa pravi in bolj precizen način je s product operatorji,
samo malo bi pogledali, kaj pravzaprav se zgodi. Se pravi, naš ravnotežni density gostotni operator je nekako vsota magnetizacije ali pa operatorja vzdolž z prvega spina in drugega. Na začetku pulznega zaporedja uporabimo 90-stopinjski puls, ki je neselektiven, se pravi hard puls, vzbudi oba protona, se pravi naša magnetizacija je v ravnini XY, v tem primeru vzdolž osi Y, enega in drugega spina. V indirektnem času T1, v evolucijskem času, poteka razvoj kemijskega premika, operatorja kemijskega premika jedra 1 in jedra 2 in pa seveda razvoj sklopitvene konstante. Sprav, malo smo že v prejšnjem predavanju pogledali, kako ti posamezni operatorji delujejo. Jasno je, da naša equilibrium density operator postane bolj kompliciran. Tukaj je samo pokazano, kaj pravzaprav dela operatorji kemijskega premika in sklopitvene konstante. Določene stvari ostanejo enostavne, prav so recimo operator, ki je vzdolž osi Y, jedra 1, tako naprej. Tiste, ki so pa posebej zanimive, so pa take, kjer pride do nastanka antifazne magnetizacije, se pravi, to je recimo magnetizacija, ki je v antifazi glede na en proton na magnetizacijo vzdolž drugega protona. In to so tiste, ki prispevajo k temu, da dobimo potem, ko uporabimo zadnji, drugi 90-stopinjski puls. Tukaj je nekaj navedkov, kaj se pravzaprav v pulznem zaporedju dogaja. In ta drugi 90-stopinjski puls povzroči to, da pride do prenosa koherence. Kaj je koherenca, bomo tudi se še dotaknili v nadaljevanju, ampak tale del je bistven, da se antifazna magnetizacija enega jedra nasproti druga, da pride do te izmenjave. To je tudi tisti razlog, ki povzroči, da dobimo izven diagonalne signale, in se pravi bistvena lastnost dvodimenzionalnega eksperimenta Cozy, da do te izmenjave pride. Če pogledamo zdaj, kakšen je density operator 3, kako pravzaprav poteka razvoj v času detekcije, tukaj so določene okrajšave, sinus omega 1 T1 skrajšamo kot S, S črtica je sinus pi J1 2 T1 in tako naprej, da so te izrazi enostavnejše zapisani. Vidimo, da imamo 4 člene. Eno je samo invertirana magnetizacija, ki ne da toka na tuljavo, drugi člen imamo zero quantum pa double quantum prispevke, ki tudi ne dajo toka, o tem se bomo še pogovarjali. Mogoče se sem spomnite, da tisto, kar da tok, so prehodi s spremembo enega kvanta, se pravi single quantum transitions, bomo se o tem še pogovarjali. Tretji člen je in phase, se pravi magnetizacija v fazi, ki spina 1, ki je se razvijal v indirektni dimenziji kot omega 1 in tudi v direktni dimenziji. Se pravi, to bo diagonalni signal. Tale člen, antifazni člen, je pa tisti, ki prispeva k temu, da dobimo crosspik, da dobimo korelacijski signal, izven diagonalni signal, se pravi, bo signal, ki ga bomo zaznali, imel vzdolž ene in druge dimenzije različne frekvence. In to je, kot smo rekli, bistvo uspeha dvodimenzionalnega eksperimenta in njegove uporabnosti. Vidimo lahko, kako pa to zdaj izgleda grafično, se pravi, razvoj teh operatorjev za jedro 1 ali 2, seveda podobno velja vzdolž osi Y, dobimo takele pozitivne odzive, za te antifazne člene pa dobimo takole signalčka v antifazi. Prav, da ko to, ta razmislek, kaj se dogaja vzdolž posameznih osi, kako vzdolž posameznih komponent magnetizacije, združimo dvodimenzionalni spekter, vidimo, da je takle. Zaprav, to gre za fazno občutljiv način, tako se pač to imenuje, nekaj bomo o tem še nadaljevanju kursa govorili. Nedvoumno je, da dobimo veliko informacij, v nadaljevanju, kot navajali bomo s primeri ponazoril, se pravi, dejstvo je, da diagonalni signali so kemijski premik dveh jeder, ki sta sklopljeni, izven diagonalni signali pa
govori o tem, da sta sklopljena. Bistvena stvar za takle dvodimenzionalni Cozy eksperiment je, da klasično seveda je bilo potrebno iskati pare in pa ekvivalentne sklopitvene konstante in je to bil dokaz, da sta dve jedri sklopljeni. Tukaj pa pojav tega korelacijskega izvendiagonalnega signala dokazuje njuno skalarno sklopitev in lepota tega eksperimenta je, da čas eksperimenta ni odvisen od tega, koliko je korelacij. V nadaljevanju bomo tudi malo pogledali, kako kompliciran tak spekter postane. Zdaj pride tisti del predavanja, ki menim, da je pa nekako osnovno razumevanje in nekako bi ga vsak, ki sledi temu kursu, osvojil. Če samo spomnimo, se pravi, gledamo na dva sklopljena protona, ki sta na tej skemici bicinalna se pravi soseda, med njima je skalarna sklopitev. V času preparacije vzbudimo, se pravi, magnetizacijo vzbudimo, dovolimo evolucijo kemijskega premika v indirektni dimenziji, potem pa v času mešanja izkoristimo dejstvo, da sta jedri sklopljeni in magnetizacijo oziroma njen del prenesemo na drugo jedro in to magnetizacijo detektiramo v času T2. Seveda detektiramo tudi tisto, ki se ni prenešlo, ker je seveda tudi to jedro z začetnim delom ob neselektivnem impulzu bilo zbujeno. In tako nekako naj bi razmišljali o tem Cozy eksperimentu. Zdaj, če malo pogledamo, malo bolj, prej smo imeli samo dva spina, zdaj si pa pogledamo takle spinski sistem, se pravi, imamo 3 CH skupine, ki so direktno vezane, se pravi, vsi protoni A, B in C so vicinalni sosedi, potem imamo vmesen kvarterni ogljik in potem imamo še 2 protona D in E, ki sta tudi skalarno sklopljena. Se pravi, temu rečemo, da ima takle sistem, takle molekulica, ki je imela ta element, da imamo 2 spinska sistema. Se pravi, protoni A, B in C so med sabo sklopljeni, D in E sta med sabo sklopljeni, medtem ko sklopitve med njimi pa ni. In to zdaj, če pogledamo, kakšen je Cozy spekter za tak sistem, za tak element, strukturni element, vidimo, da imamo v diagonali proton A, B, C in D. Se pravi, ustrezne korelacijske signale, ki ustrezajo tem 5 protonom, ki pa seveda odražajo strukturo, ustrezajo, bi lahko rekli, kemijski strukturi. Če pogledamo vzdolžje 2, mi rečemo v tem žargonu, se usedemo na kemijski premik jedra A, protona A, in se pomaknemo vzdolž pri konstantnem F2 vzdolžje F1, pa druga dimenzija, ki je tudi protonska, naletimo na korelacijski signal. In potem se pomaknemo vzdolžje F2 na diagonalo. In tam najdemo proton B. Ta proton, če pogledamo strukturo, bo seveda dubleta. Se pravi, tale korak je dejansko dokazal, da sta protona A in B skalarno sklopljena. Dokaz za sklopitev pa je tale korelacijski signal. Zdaj, glede na to, da je B v sredini, da je po obliki signala dubleta, pričakujemo še eno sklopitev. In se še enkrat pomaknemo, se pravi, pri kemijskem premiku ali pa frekvenci protona B, se primaknemo vzdolž 1 in najdemo korelacijski signal, ki mu na diagonali očitamo kemijski premik, proton, in seveda ta kemijski premik ustreza protonu C. Se pravi, zdaj smo pa dokazali skalarno sklopitev protonov HB in HC. Dokaz je tale korelacijski signal. Podobno velja za protona D in E. D ima tukaj svoj, se pravi, diagonalni signal, to je njegov kemijski premik, gremo vzdolž F1, najdemo korelacijski signal in na diagonali očitamo kemijski premik sklopljenega protona HE. Zdaj, če malo pogledamo, vidite, da na nek način se sprehajamo od enega do drugega do tretjega soseda, skalarno sklopljenega. Znotraj spinskega sistema najdemo te povezave. Zdaj, lahko bi seveda razmišljali, kje če začnemo. Tudi če začnemo spektrum analizirati pri HB, bomo videli, ko prerežemo
Zdaj, Hb je sklopljen z dvema protonoma. Na nas je pa seveda, da se odločimo, kateri proton je Ha, kateri je Hc. Potem bomo nekaj še v nadaljevanju, ko bo mogoče realna molekula. To je bila zdaj prva ponazoritev, kako se lotimo analize dvodimenzionalnega Cosi spektra in kako pravzaprav analizo tega spektra, interpretacijo tega spektra povežemo s kemijsko formulo. Ta postopek pa imenujemo asignacija. O tem bomo seveda tekom kursa še precej govorili. Zdaj pa vzamemo isti spinski sistem. 3 protone A, B, C, ki so med sabo sklopljeni, in 2 protona D in E, ki sta prav tako sklopljena, ker smo spremenili kemijske premike B in C. Pa seveda tudi D in E. Se pravi, še vedno imamo na diagonali A, B, C in D in E. Prav istih, rečemo, istih 5 protonov, seveda pa njihovi kemijski premiki, njihove frekvence niso več enake. Tukaj se zdaj, če pogledamo podobno kot prej Ha, začnemo iskati sklopljene partnerje, najdemo korelacijski signal, se pomaknemo na diagonalo in najdemo sklopljenega partnerja B. Potem se pa lahko pomaknemo nazaj ali dol, se pravi, če gremo sem, se pravi, spreminjamo F2, se pravi, smo na konstantnem kemijskem premiku vzdolž F1 in iščemo spremembo F2 skalarno sklopljenega partnerja. Njegov kemijski premik učitamo tukaj na diagonali. Lahko vzdolž F2, lahko vzdolž F1. To je proton C. Zdaj, sprehod je malo drugače. Ko najdemo ob spreminjanju, v tem pregledu korelacije vzdolž ob kemijskem premiku Ha, in ko se pomaknemo po diagonali, nekako v oklepajih preskočimo korelacijski signal. Najprej najdemo sklopljenega partnerja, potem pa lahko to informacijo ali ob konstantnem kemijskem premiku vzdolž F1 ali vzdolž F2 najdemo drugega sklopljenega partnerja. Na ta način, seveda, ker kemijski premiki sklopljenih protonov bojo seveda v različnih molekulah zelo različni. Na take vrste razmislek bo seveda pa šel zelo prav. Zdaj, to sicer ni čisto enak primer, na tej strani imamo še en proton, ampak na čelu gledamo isto zadevo, spet iščemo povezave, Ha pogledamo, s katerim jedrom je sklopljen, in zdaj na en način ga lahko pripišemo, da je to proton 1, Hf na drugi strani lahko rečemo, da je proton 7, recimo, da imamo neke druge povezave, in zdaj, kar se zgodi, ko gledamo povezave tega protona F, najdemo korelacijski signal, in tudi Ha ima navidezno. Kot da bi bila D in E izohrona, in seveda nam zdaj to onemogoči iskanje povezav naprej. In seveda potem lahko prehode D sklopljen s C in B, ampak seveda čisto zagotovo pa ne moramo biti. In to je pa že izziv, ko vidimo, da Cosi ob vseh svojih prednostih, seveda pa vseh težav, ki se bojo pojavili pri identifikaciji spojin ali pa asignaciji spektra, pa ne bo rešil. Zdaj bi samo še pogledali par realnih primerov. Tukaj gre za heptanon in dobro ponazori, prav, formulca je tukaj gor, vidimo, da imamo etilno skupino pa butilno. Protona, pa metilenske skupine 2 in 4 imata zelo podobne kemijske premike. Seveda to je CH2 skupina, ena je sklopljena s CH3, druga je sklopljena s CH2, se pravi dosti komplicirana multipleta, kvartet in triplet, ki imata zelo podobne kemijske premike, zato ni nobene možnosti, da ju v enodimenzionalnem spektru ločimo. V Cosi spektru pa seveda H2 je skalarno sklopljen s H1, H4 pa je skalarno sklopljen s H5. In vidimo, da je te dva korelacijska signala in pa lahko zelo natančno učitamo kemijske premike. Se pravi, so nam korelacijski signali pomagali tudi najti sklopljena partnerja in ločiti 2 in 4, določiti njune kemijske premike. Se pravi, če je 2 sklopljen z 1 in je to edina sklopitev, se pravi, na nek način to potrjuje, da smo ta del molekule
se pravi spekter tega dela molekule etilne skupine asignirali, po drugi strani pa, če gremo z H4 na H5, z H5 na H6, z H6 na H7, smo pa našli še drug spinski sistem in seveda na ta način seveda zaznali ali pa zapisali kemijske premike sklopljenih partnerjev. Spekter rečemo je asigniran, se pravi, in lahko rečemo tudi struktura potrjena. Zdaj, to je ilustracija, recimo, ko imamo pred sabo en steroid, pa tukaj seveda protonov več, vidite, da je tudi tem ustrezno signalov v spektru več in tukaj lahko sigurno par stvari si ogledamo. Ena stvar je podobna, kot smo jo prej videli, imamo protona 2b in 16 alfa, ki sta na diagonali praktično prekrita. Sem mogoče ilustracija, gre za 15 beta hidroksitestosteron. Povedal bi samo to, protoni, ki so na tej strani, so označeni z beta, protoni na spodnji strani so označeni z alfa, se pravi, če imamo CH2 skupino in seveda določeni protoni, če rečemo tako po domače, štrlijo gor in dol. Zdaj, kako ločiti dva beta, se pravi proton, ki je tukaj v aksialni legi, 16 alfa je pa tisti, ki bo v aksialni legi, ampak kaže dol. In ločimo ju lahko zaradi njunih korelacij. 2 beta je skalarno sklopljen z 1 alfa, to bo transsklopitev, močna sklopitev, tudi močen korelacijski signal. 16 alfa pa je geminalno sklopljen z svojim 16 alfa protonom. In ta dva korelacijska signala imata seveda vzdolž F2 kemijski premik protona 1 alfa, vzdolž F1 kemijski premik protona 2 beta, prav jih nedvoumno lahko določimo. In podobno velja za protona 16 alfa in 16 beta. Če si pogledamo proton 8, ta je skalarno sklopljen s protonom 14, prav aksialno, s protonom 9, ki je tudi, se pravi, transsklopitev z aksialnim protonom 7 alfa in pa tudi 7 beta. Prav vsega dva skupina na mesto 7. In take vrste sklopitve lahko z analizo dvodimenzionalnega Cozy spektra lepo identificiramo. Zanimivo je zdaj pogledati sklopitev CH2, CH2 skupine, protonov 1, mesta 1 in mesta 2. Se pravi, če pogledamo z diagonalnega signala 1 alfa, se pravi, ta je seveda sklopljen z geminalnim protonom 1 beta in pa z vicinalnima sosedoma 2 alfa in 2 beta. In seveda lahko njuna kemijska premika očitamo. Naj vas zdaj ne zmede, 2 beta smo že tukaj očitali, ampak vzdolž F1 pri 2,5, tukaj pa seveda tudi pri 2,5, ampak vzdolž F2. Kar je zdaj zanimivo, je, da smo tukaj opazili na sklopitev protona 1 alfa z skupino 19. Se pravi, če tukaj malo povečamo, imamo H alfa in pa metilno skupino 19. Če poštejemo število kemijskih vezi, med njima je 4 vezi. Taka sklopitev je ponavadi majhna. Opazimo je samo, kadar imamo tako imenovani dvojni V. Se pravi, gre za majhne sklopitve, mogoče herc, odvisno od sistema. Težko bi tako sklopitev zaznali v enodimenzionalnem spektru, v dvodimenzionalnem spektru pa do interakcije pride in seveda takle korelacijski signal je dokaz, da sta te dva protona, se pravi metilna skupina seveda ni ločena, da so protoni metilne skupine in H alfa med sabo skalarno sklopljeni. Mogoče še saharoza, prav dobro vemo, da je to neke vrste dimer, glukozne enote in fruktozne enote. Zdaj, kako bi se lotil analize dvodimenzionalnega Cozy spektra take molekule, se pravi, verjetno bi pri tem kemijskem premiku, rečemo pod 5 oziroma vrednost kemijskega premika nad 5 ppm, pričakujemo anomerni proton. Verjetno je vsakmu jasno, da
proton, ki je blizu dveh heteroatomov, bo precej razsenčen, se pravi, bo imel sorazmerno visok kemijski premik glede na druge, in ta proton lahko pripišemo temu signalčku pri kemijskem premiku 5,3, oziroma tle bolj natančno napisan 5,36. Ko pogliščemo njegove sklopljene sosede, hitro najdemo sklopljenega partnerja Hg2. Korelacijski signal nam pomaga najti te povezave. Potem pa seveda iz Hg2 protona gremo na Hg3 in smo našli ta proton. In na ta način, tako podobno kot smo prej, iščemo sklopljene partnerje, identificiramo spinski sistem. Seveda tisto, kar je, opažamo tudi, tako kot smo pri enodimenzionalnih spek, če je anomerni proton Hg1 dublet, tale bo seveda dublet dubleta. Hg2 je dublet dubleta in seveda lahko izmerimo in seveda tudi zapišemo, to je tisto, da se pravi Hg2 ima kemijski premik 3,5 in pa dve sklopitveni konstanti, 10 in 3,8 in seveda vse te stvari se na nek način morajo ujemati. Zdaj, tisto, kar je mogoče še pomembno, in sem prej, ko smo se pogovarjali o teoretski obravnavi Cozy spektra, smo rekli, da je pomembno tudi določiti, kako sta, ne samo, da cross-spek obstaja, ampak tudi ima različno obliko, da vemo, katera dva protona sta dejansko sklopljena. In če tle pogledamo isto na saharozi sklopitev protona Hg1 in Hg2, seveda korelacija obstaja tukaj in zgoraj. Ampak če pogledamo v tem primeru, imamo vzdolž F2 kemijski premik protona Hg2. Ta proton je seveda dublet dubleta. Se pravi, ta korelacijski signal dokazuje, da je proton Hg2 s tem kemijskim premikom ali po 3,6 skalarno sklopljen s protonom 1. Ampak njegov cross-spek pa ima še komponente dubleta zaradi svoje sklopitve s protonom Hg3. To je pa pasivna sklopitev. Če pa pogledamo korelacijski signal na kemijskem premiku Hg1, pa je vzdolž F2 to samo dublet, ker Hg1 je pa sklopljen samo s protonom Hg2 in je to aktivna sklopitev. Aktivna sklopitev v Cozy spektru navadi v antifazi. Če zdaj pogledamo, smo asignirali proton Hg1, najdel sklopljenega partnerja Hg2, se pravi Hg2, gremo na diagonalo, najdemo sklopljen partner Hg3, se pomaknemo sem, najdemo štirko, se pomaknemo sem, najdemo Hg5. Če po drugi strani pogledamo proton F6, CH2 skupino, fruktoze 6, se pravi poiščemo sklopljenega partnerja F5, vidimo, da je tukaj so signali precej natlačeni in seveda tudi korelacijski signali so precej prekriti. Potem z protona 5 gremo na proton 4, F4, z F4 na F3, tam pa je to zadnja korelacija, ker tole je kvarterni ogljik, da CH2 skupina ne bo. Ampak uspelo nam je najti dva spinska sistema, asignirati spektar saharoze. Videli ste, da je tisto je bil 300 MHz spektr, spomnil bi samo pri 600 MHz en ppm ustreza 600 Hz. Se pravi, resolucija signalov za ene in druge dimenzije seveda je zdaj precej boljša. Če se spomnite, prej sta se te dva protona sta bila praktično na diagonali, zdaj pa, ker je razlika v kemijskem premiku v frekvenčnih herc enotah precej večja, prav tudi dobimo boljšo ločljivost signala. To je tudi ena pripomba, zakaj rabimo večje magnetno polje. Mogoče predavanje končamo, se pravi, tole je en azosladkor. Zdaj smo že dobro seznanjeni, da imamo anomerne protone, ki imajo najvišji kemijski premik, ta proton 2 je seveda sklopljen s protonom 3, 3 je sklopljen 4, 4 s 5.
zdaj sta protona 4 in 5 skoraj da izohrona, se pravi korelacijski signal, ki dokazuje, da sta sklopljena zelo blizu diagonale, 5 je sklopljen 6 in 6 črtica. Prav, kljub temle, če rečemo težavam, lahko vidimo, da Cozy spekter nam zelo pomaga potrditi to strukturico. To so seveda določeni izzivi. Eden je sigurno, da recimo, če primerjamo intenzitete, ne moramo dobro ločiti. Tole je sigurno bicentralna sklopitev, tole pa geminalna. Se pravi, Cozy spekter nam ne omogoča, da bi samo s analizo spektra videli, za katero vrsto sklopitelja. Se pravi, rabimo in so razvite metode, ki pa to omogočajo. Recimo Cozy beta. Druga zanimivost je, mi bomo to še v nadaljevanju kursa se pogovarjali, da recimo sta dva protona skalarno sklopljena, v tem molekulici, v tem azosladkorju to ni slučaj, ampak skalarna sklopitev je pa lahko nič. In takrat, kljub temu, da sta bicentralna soseda, povezave v spektru, ne bomo določili, seveda tudi ne bomo mogli nedvoumno potrditi strukture. No, končajmo na tole predavanje z dimerom prejšnjega sladkorčka, azosladkorčka, dakle karbopeptidni dimer. Kako bi se analize takolega Cozy spektra lotili? Prav, verjetno bi poiskali ali proton 2, rečemo, da imamo rdeči A del, se pravi proton A2 je dublet, sklopljen je s protonom A3, se vrnemo gor, najdemo A4, A4 je sklopljen z A5 in ta z A6 in 6 črtica, oziroma A5 je sklopljen z A6 in A6 črtica, odvisno pa še lahko tudi tam to. Zdaj moder gre za dimer, ne? Se pravi, vidimo, da imamo zdaj pa B, modri del, B2, proton B2 je sklopljen z B3, B3 z B4, B4 z B5 in B5 z B6 in 6 črtica. Takoj smo nedvoumno določili ali pa potrdili, da imamo dva ločena spinska sistema, ki popolnoma ustrezata tej strukturici. Zdaj seveda odprto vprašanje pa ostaja, kater del molekule je rdeč, kater je moder. Zdaj pa to vprašanje naj ostane in bo seveda namenjeno vajam, tisti, ki bo uspel na vajah rešiti, se pravi, malo le vklopimo možgane in upajmo, seveda pa na vajah, ko se bomo srečali, bomo to delali. To bi za danes bilo vse.